En lep dober dan. Tokrat pa že malo na bližje, ker smo se pa odločili, da pa pridemo mi enkrat na Konjski vrh. Karel je že omenil, da je kar dolga pot do Šmarja. No, smo ugotovili, da je tudi od Šmarja do Konjskega vrha kar dolga pot, ampak lepo te je videti v živo, lepo je spregovoriti nekaj tudi v živo, sploh pa biti tukaj, čeprav malo piha in bo verjetno tudi se poznalo na zvoku, ampak lepo je biti zunaj. Tako da pozdravljen. Lep pozdrav, Jana, tebi, našima tehnikoma, ki jih ne vidite, Luke pa Maji, seveda tudi vam, ki se družite z nami. Dobrodošli na Konjskem vrhu, v oazi miru in spokojnosti. Verjetno ste opazili, da je pri nas pomlad z zamikom, glede na vaš prostor, približno za 14 dni. Pri nas vse cveti in je današnji dan prav, bi rekel, praznično razkošen v tej pomladi. Ampak kljub temu sem jaz malo pogledala na tvoj vrt in tam nič ne kaže o zamiku. Tako da sem malo preverila tisto, kako, če si dobro zalival, če si dobro plev in lahko rečem, da zelo dobro. Jesenski česen prav dobro kaže, pomladanski počasi prihaja na plan, ostalo pa bo tudi. Ostalo pa bo. Tako, zadnjič sva že napovedala temo današnjega srečanja in sicer vzela bova kar ven iz te knjižice 95T za izhod iz slepe ulice vzgoje in izobraževanja, pa ne samo iz te, iz marsičesa drugega še. Doživljajsko prenašanje sporočil sva rekla, da bo tema, o kateri bova govorila, ampak za začetek bi pa jaz nekaj prebrala, kar mi je zanimivo, ker se mi zdi, da tu je tisti začetek učenja doživljajskega prenašanja sporočil. In sicer v 58. tezi praviš takole: za toliko vsega, za toliko spretnosti v zadovoljstvo sobivanja bi nas moral usposobiti tisti šolski učni dan na teden za radost, ki bo temeljil na doživljajski pedagogiki, pri kateri bomo prepoznavali in sprejemali sebe, ker bomo prepoznani in ovrednoteni v izvirnosti svoje osebnosti in se bomo učili edino mogoče in zato resnične svobode v medosebnih odnosih ter vstopali v živi stik s stvarstvom. Zakaj je tako pomembno, da bi to doživljajsko prenašanje sporočil začeli že zgodaj se učiti? Mi se trenutno v času tega racionalizma marsikaj učimo, da smo pametni. Ne? Pomembno pa nas bo usposabljati tudi zato, da bomo zadovoljni in sicer zadovoljni v realnosti življenja. Ker smo pametni, narekovaj ali brez, ne, želimo vse dognati na racionalni ravni do popolnega uvida, kako naj živimo, da bomo srečni. Ne? Ampak človek nima samo racionalne inteligence, človek je celostna inteligenta. Ne? In lahko si ti izjemno pameten, v narekovajih ali brez, popolnoma razumeš psiho človeka. Ampak če bom imel jaz slab dan, če bom recimo jaz zamorjen z razlogom ali brez razloga, bom dejansko kljub temu, da sem pameten in vem, da je dobro biti prijazen, potrpežljiv, ustrežljiv, da je dobro potrpeti, bom dejansko najbližjim sporočal svojo celostno resničnost. Ne? Takrat mi bo čista pamet kaj malo pomagala. Ne? Zato je pomembno usposobiti človeka na celostni ravni. Ja, tudi razum ima svojo vlogo, ampak obenem je pa potrebno razumeti, ne samo razumeti, ampak obvladovati, sprejemati tudi svojo doživljajsko resničnost, svoje čutenja. Ni dobrih ali slabih čutenj, ampak so vsa resnična v naši osebnosti. Ne? In da jih mi znamo ne samo v njih sebe doumeti, ampak iz njih uravnovešeno tudi delovati, moramo to vaditi. Ne? Jaz lahko racionalno vem, biti moram prijazen, vedno prijazen, zdaj do nekoga, ki mi ni tako domač, se bom potrudil in bom vljuden, domačim bom pa pokazal svojo notranjo resničnost. In to je to doživljajsko prenašanje sporočil. Ampak tudi, ko jaz prenašam domačim svoje, to, kar doživljam, jim sporočam na ta način, da jim to povzročam, če me teži, jim bom težil, če me nekaj zbada, bom zbadljiv, ne?
moram znati to kultivirati. Kako kultivirati? Preprosto na ta način, da vstopiš, da se razumeš, da se sprejmeš in da znaš na to dejansko sporočati na tak način, da je sprejemljivo. Brez učenja za srečo v sobivanju preprosto ne gre. Zato prinaša ta knjiga oziroma te teze dejansko zanimiv izziv. Ja, tudi racionalno. 3 dni za temeljne podatke, zato da bo potem en dan za logiko. Ker če imaš ti preveč zgoščene podatke, če ti natrpajo glavo z vsemi informacijami, že popolnoma vse, potem preprosto ne samo ti, da ne znaš, ampak tudi ne zmoreš se gibati, ker imaš dejansko zapacane možgane, govorijo tako imenovani možganski brozgi. Zato so pomembni po vzgledu antičnega izobraževanja temeljni podatki, tudi srednjeveškega, ki so bile znane debate, temeljne podatke, en dan za logiko, za gibljivost misli na podlagi danih informacij. Dejansko je pomembno lastno razmišljanje, lastni uvidi, lastne presoje. To je dan, ko je pravzaprav učitelj učenec, ko zastavlja vprašanje na ta način, da otrok ne ponovi, kar se je naučil, ampak da dejansko na podlagi dobljenega vedenja razmišlja naprej svojo glavo, da se nauči te veščine logičnega razmišljanja. Izjemno pomembno, sicer nedobrodošlo za tiste, ki nas želijo miselno ukalupiti, tega se najbolj bojijo, tudi zato nam posredujejo toliko informacij, da nam možgane zapacajo, da ni več prostora za razmišljanje, potem še tista frustracija, pravilno, samo to je pravilno, kar ti jaz povem, pa da ti razmišljaš, da znaš razmišljati, da si dovoliš tudi zmoto, kaj ti na zmoti, na napaki se največ naučiš, ko doživiš posledico, ko doživiš uvid, da je bilo to napačno. In en dan, ki bi seveda se lahko združil v posebne dneve sobivanja, tabore rečemo temu, je pa za doživljajsko prenašanje sporočil, kjer bi mladi, pa ne samo mladi, ker bi otroci in tudi ostali dejansko sobivali, v sobivanju marsikaj doživljali. To, kar doživljajo, sprejeli, ne potlačili, zanikali, ampak dejansko, da bi potem ob večerih dejansko se, ali pa tudi v drugem času, izrazili svojo doživljajsko resničnost in se razumeli v tem, kar doživljamo, se sprejeli, recimo v čutenju jeze, zaznali, kaj je jeza, je fantastični pokazatelj naše osebne občutljivosti, naše recimo medsebojne spoštljivosti, toliko tega lahko razberemo iz tega, in da bi potem dejansko znali same sebe sprejemati v realnosti sobivanja z zaznavanjem, prepoznavanjem teh dejansko notranjih vzgibov, ki so tudi v sporočanju, ki naravnost vabijo, kličejo k medsebojnemu usklajevanju, prepoznavanju. Da pa mi tega ne poznamo in potem se zavračamo, smo prizadeti, ravno recimo to, kar bova zdaj odprla, doživljajsko prenašanje sporočil, to je temeljno. Temelj v bistvu vsakega odnosa, ker vsi si želimo biti sprejeti v tem, kar resnično smo. To si povedala praktično za vse, ker to, mi želimo biti sprejeti to, kar smo. Ne samo recimo na nivoju pametovanja, ampak tudi sočutja. Posebej v odnosu do najbližjih je v nas silna potreba, da bi nas najbližji zaznali v tem, kar doživljamo. Zelo, bi rekel, neugodno je, recimo, če recimo nekdo, ki trpi, ki je v stiski, pa prideš k njemu, pa mu reče, sej te razumem. Ne, on potrebuje takrat sočutje. Tudi če mi razumemo njegovo situacijo, je vendarle, pravijo, 7% napram 93, 7% ima mesto razumevanja, vse ostalo ima pa mesto sočutenje. To, da znamo dejansko človeku pristopiti s celostno odprtostjo, ne samo za razumom. In to se najbolj, ta potreba po sočutenju tega, kar doživljam, se najbolj pokaže seveda v odnosu do najbližjih. Ker mi notranje ne zmoremo biti sami. Ko stopiš ti v svoj dom, si stopil v notrino, ampak ne samo hiše, ampak tudi medosebne sprejetosti. In če si bil ti prizadet, recimo otrok ranjen, ponižan, on bo zadrževal lahko solze do hišnega praga,
ker bo moral odigrati funkcijo močnega, ne? Ker smo ga tako tudi naučili, ne? Mora preživeti v realnosti, ko bo pa prestopil prag hiše, se bo pa zjokal. Mogoče najprej ne bo niti mogel ozavestiti, zakaj, ampak zjokal bo kje? Zjokal se bo med najbližjimi zato, da bi jih prebudil, da bi jih pritegnil v sočutenje, kajti jok je posebna melodija, je posebna pesem, ki nas skozi zvok odpira v to, kar smo doživeli, ne na nivoju razuma, ampak na nivoju zaznave. Se veš, mamice, ko mali otročiček zajoče, tako vejo, a je lačen, ali ne vem, kaj doživlja, ne, kaj drugega, tako je razbere. Mi bi mogli bolj na nek način ohranjati veščino te zaznavnosti, ne samo v racionalnem besedovanju, ampak tudi v neverbalnem, bi rekel, glasbenem izražanju. Ne? Jaz se tako spomnim, recimo moj oče je zdaj v nebesih, ne? Ampak kadar je on klical pozornost, je vedno glasno cmokal, ko je jedel. In meni je šlo to grozno na živce. Zakaj mi je šlo grozno na živce? Zato, ker mi je skozi to oče nekaj sporočal. Nekaj sporočal mi neko neugodje, prebujal v meni neugodje. Toliko tega bi dejansko mogli se naučiti, da bi razumeli, skozi katere načine, na kakšne načine dejansko mi druge prebujamo v sočutje. Seveda pa najpogosteje je tako, da se čudno držimo, da smo zbadljivi, da težimo, zato ker nas nekaj teži. Najbližjim, ne, ki jih imamo najraje, najgloblje sporočimo na ta način, da jih prebudimo v to, kar doživljamo. In v trenutkih, ki za nas niso lahki, jih prebudimo na takšen način, da tudi za njih ni prijetno. Jim težimo, ja. Ne. Zato je zelo fino, ko prije nekdo domov, pa res teži, da naprej racionalno veš, sporoča, torej povzroča mi svojo doživljajsko resnico. In da imaš neko kondicijo, neko moč, ker si to zvadil, ker si se v tem utrdil, da mu ne rečeš, kaj spet težiš, ampak kaj te teži. Ne? Ampak tudi treba seveda ta veščina, vaja, ki vključuje marsikaj, ki vključuje tudi v osnovi osebno duhovno spokojnost in ravnovesje, da znamo vzpostaviti, bi rekel, notranji mir, spokojnost, ki ni odvisen od razpoloženja bližnjih. Ne? To je vaja, bi rekel, duhovnosti, nivoju duha. Da potem zmoremo zaradi te notranje, bi rekel, spokojnosti lažje zaznavati, sprejemati, razbirati, se odpirati v to, bi rekel, sporočanje, ki nas notranje vzvalovi. Da ne padamo, ne, en prijatečen. Zelo hitro pademo v to obstreljevanje, ja, kdo bo močnejši, ja. Kdo bo povedal več in potem... To se ponovadi zelo zgodi pri ljudeh, ki živijo že nekaj časa skupaj, ne, da se znajo samo še obstreljevati. Ne. Da se ne, ampak tu se jim da zelo hitro pomagati. Ne. Če najprej razumejo, kje tiči zajec, ne, zakaj je prišlo do tega obstreljevanja, ne, ker veste, nobeni otroci se ne znajo tako otročje obkladati, kot se znamo odrasli. Ne? A je imel on zeleno kravato sosed na zabavi ali je imel modro kravato? Ne? In to je zdaj lahko, ampak v ozadju pa tukaj tega ping-ponga, tega podajanja očitkov, tega obstreljevanja je dejansko zahojenost v odnosu. In zahojenost v odnosu je potrebno takemu človeku preprosto pomagati, da izstopi iz tega koncepta, ki se ga je pa dejansko navadil, ne, ko mu je prvič nekdo skozi zaradi lastnega neugodnega doživljanja, najbližji, s katerim tudi najbolj na živce, mu je sporočil, da mu gre na živce, ne. In on, ki ni obvladal tega sporočanja, je bil takoj užaljen, povesil dulc, prizadetost, ne? Bog ne daj, da sta stopila v odnos celo z idealizacijo. Jaz sem našla popolnega, ni popolnega. Jaz sem našel popolno, ni popolne. Vsak odnos je samo dejansko najboljša priložnost za rast in preraščanje. Tu nas naučijo. To bi pa mogli kar že obvladati, ne? Rekel profesor Janez Oražen, imel nas je predmet homiletiko, to je vaja veščina o pridiganju, je rekel, gre kak župnik na prižnico, pa si misli, bože kak, pol je pa res samo kak. Ne? Tudi v odnosih, za vse bi se mogli pripraviti.
za medsebojno sožitje pa ne. To bo pa že kak, ja. Pogosto je potem kak in se preprosto sporočata drug drugemu prizadetost. Najprej poskusata na glasno način, naprimer, pol ženska na svoj taktični način, da se zaleze noter, pa ga noter špikne, ne? Moški, ki je bolj štorasto in potem imaš, Bog se usmili tako otročarijo, iz katere pa ne izstopite, zakaj ne? Ker sta oba prizadeta in oba hočeta drugemu samo sporočiti, kaj mi je povzročil. Samo sporočiti, kaj si mi povzročil in pri tem uporabljate zelo pritlehne metode. Obstreljevanja noben otrok ni tako otročji, kot smo lahko mi odrasli. Ne? Zakaj je tako težko se usesti in Ker nas niso naučili. Tudi danes psihologija še nima ozaveščenega najbolj temeljnega doživljajsko prenašanje sporočil. Zaradi tega, ker tega ne obvladamo, ne na racionalni ravni, ampak skozi doživljajsko pedagogiko. Če ne bo šola, proces izobraževanja čim prej uvedel dan za radost v sobivanju, ne bomo obvladali, bomo strašno pametni. Ampak si bomo, zato ker smo pametni, še bolj hinavsko sporočali in povzročali, še bolj premeteno povzročali notranjo čustveno nezrelost, našo osebno doživljajsko resničnost. Zato, to je potrebna veščina in sicer od plenic, pa dokler ne gremo žurirati tja gor. No, rekel si moški, ženske, tudi tu je mala razlika, ne? Kako si sporočamo, malo si se že dotaknil tega. Je tudi zanimivo. Ja, ženske imate srce in intuicijo in se znate zelo prikrast k srcu, ali z ljubeznijo, ali pa tudi z zbadljivostjo. Moški smo pa moč in meč in smo zato v tem bolj štorasti, zelo hitro prizadeti, ne? Če se ne priplazite, ampak prodrete v našo srčnost in nam na nek način sporočite, kar smo vam tako mi povzročili, ampak mnogo bolj prefinjeno, mnogo bolj globinsko. In pa mi kaj, smo prizadeti, obesimo dulc, ne pridemo pravočasno domov in pa ste vi še bolj prizadete in nam še bolj sporočate, ne, bi rekel, bolj na globoko, ne, mi pa še bolj bedasto kažemo, da smo nemočni, in pol sloniš tam v bifeju, pa veste, te tista kelnerca posluša in te ima za najbolj pametnega, ti si pa želiš, da bi te imela tvoja ženska kot pametnega. Moški mora biti potrjen v moči, v tem, da je dec, ne, od svoje ženske. Seveda pa ženska mora biti vedno znova zaznati, da je deca očaral, da mu je vredna, da je njegova kraljica. Ne? Ampak tudi to, veste, to so veščine, v katere te mora nekdo vplesti. Če se pri neki psihologiji samo to uči, je to malo več kot nič. Ne? Poznam ogromno, ne bom rekel ogromno, ampak kar precej psihologov, ki pravzaprav skozi rešujejo same svoje težave, ker bi radi razčistili in so pametni na racionalni ravni, mnogokrat pa preveč bosi, ker dokler jaz ne razčistim seboj. Zakaj odpiram te teme, ker razčisujem seboj? Ne? Ja, racionalno sem marsikaj uvidel. Ampak zdaj moram na praktični ravni s tem razčistiti in ko na praktični ravni to razčistim, se mi odpirajo področja, ki jih zdaj tukaj ozaveščamo. Ja, doživljajsko. Lahko pride k meni nekdo in me prizadene in jaz vem, recimo, da mu bom skušal, ker imam nekaj v glavi, zelo, bi rekel, še bolj hinavsko, ne, povzročiti, kar mi je povzročil, ne. Jaz to razumem. Veste, kako se borim, da tega ne storim? Kako moram na drug način sprostiti, si razložiti, iti v proces odpuščanja. To pomeni, letim v kapelo, objami me, ljubi Bog, umiri me, da mu ne bom sporočil, ne? Ker pa že mislim, da sem to na nek način umiril, pa čez 3 dni ven spet udari, kako bi mu jaz pa to sporočil. Veste, tu smo tako otroči. Moramo si pomagati, da bomo postali otroški. To pomeni, da bomo poznali igrivost teh odnosov. To gre za igrivost, to ne moreš delovati samo s pametjo, ne? Racionalizem, ne, sej smo pametni kot strela, nesrečni pa še bolj. Ne? Ja, in če gremo, da se vrnemo v to igrivost odnosov in če želimo prav prenašati naša sporočila, tako da ne prizadenemo drugega, potem pa obstajajo ene meje v odnosih, ki jih moramo tudi poznati in zvaditi. Ja. Ko sem bival z mladimi v komuni, ne, so bile meje,
če si prestopil tisto mejo, si takoj letel iz komune. Recimo, v cerkvi rečemo to smrtni greh. To pomeni dejanja, ki lahko bližnjega smrtno notranje poškodujejo. Ne? In zato ni možno prestopiti. Recimo v komuni, če je nekdo nekoga fizično udaril v efektu, je moral tisti hip, torej v roku 3 ur, zapustiti komuno z vsem, kar je imel. Cok in pok. Ne? Ja, pa bi rekel, ja, pa nisem nalašč, pa nisem hotel, vse mi je žal, ne bom. Ne, on je moral izkusiti posledico neodgovornega ravnanja. Se spomnim, ko se je zgodil ta primer, sem mislil, joj, zdaj pa lahko gre, v tem stanju si nabavi drogo, overdose, bo umrl, bo pa umrl. Meje morajo biti, tudi v šoli, meje morajo biti, tudi v družini, meje morajo biti. Nekatere prestopamo, ne? Pa ni tako kritično, se moramo pa upravičiti seveda in se tudi doživeti posledico in se iz tega nekaj naučiti. So pa določene meje, ki jih preprosto ne smeš prestopiti, ker lahko bližnjega smrtno poškoduješ notranje, tudi fizično, ne? In je potem, vse se da potem sanirati, ampak je sanacija dolgotrajna. Ne? Ampak tudi tu se moraš ti izvaditi v medsebojnem sobivanju, v tistih taborih doživljajske pedagogike. Bog ne daj, da bi kjer doživljajsko pedagogiko spet uvedel racionalni predmet, ki ga bo ocenjeval. Potem je naš proces izobraževanja popolnoma zahojen. Če ne bomo doumeli, ja, so pomembni temeljni podatki, so, ampak je pomembna veščina logičnega razmišljanja, dostojanstva, lastne misli, v katerem se izraži tudi tvoja usmerjenost, tvoja poklicanost, tvoja izvirnost, katero boš dopolnjeval. Kak ne jaz drugega dopolnjujem, če sem papagaj, ki ponavlja samo pravilne odgovore in dobi za to lepo oceno ali pa ne vem kakšno priznanje. In še zadnje področje, pomagajte nam, da bomo v realnosti svoje osebnosti, v paleti svojih čustev, ki se najbolj vzbujajo, prebujajo med najbližjimi, znali živeti to kot zanimivost, kot priložnost, kot avanturo. Ni avantura samo dokler se ne ustalimo v odnosu. Avantura, ne? Dobra priložnost je celo življenje. Pomagajte nam k temu, pomagajte. No in obstajajo še pa tudi v odnosih ene čudežne, narekovajih, besedice, ja, ki nam zelo tudi, lahko rečemo, eni kaži poti na naših odnosih, ki nam pomagajo vse to živeti, tako kot ti praviš. Ja, zelo pomembno je, ne? Prosim, hvala. To je prosim, to pomeni, ne, odprem se tebi, prosim te, ne samo za kos kruha, ampak tudi za tvojo pozornost, za tvoje sočutje, posebej takrat, ko sem žalosten, ko imam težko uro, prosim, ne? Danes sem tečen, prosim, potrpite z menoj, imejte me radi, da se bom v domu naše medsebojne bližine lahko umiril, se pobral, mogoče tako, da bom šel na vrt, mogoče tako, da bomo tiho, da me ne boste spraševali, ne boste žnarali, ne? Oprosti, ne? Ja, bil sem neprijeten, oprostite mi, ampak hvala vam, ne, ker sem lahko z vami v obnebju sočutja. Ne. To so tako dragocene besede, ki jih preprosto moramo izreči. Ne. Te besede uravnovešajo. Ja, v medsebojnih odnosih gladina vzvalovi, ne, naših čutenj, ampak to so besede, ki umirjajo, ki vračajo nazaj v spokojnost in pa v prijetnost. In mogoče tukaj zaključiva za danes. Ampak samo 3 pike bova naredila. Samo 3 pike bova naredila. S čim bova pa nadaljevala? Mogoče bo kak predlog? Mogoče bo kak predlog, tako da vabiva, tako kot vedno, za predloge. Nekaj sicer še imava, ampak mogoče pa pride kakšen novi. Ja, vam zdaj samo maham s Konjskega vrha. Imejte se lepo. Imejte se lepo in čez en teden smo zopet skupaj.